Zbrane na poslovni konferenci v podjetju Skaza v Velenju sta najprej nagovorila solastnica podjetja in direktorica inštituta Skaza, Tanja Skaza, ter pomočnik direktorja Niko Medved, ki sta predstavila podjetje in projekt Skaza 5.0. Med gosti uglednimi gospodarstveniki so bili tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, direktor javne agencije Spirit Slovenija Rok Capelj in župan mestne občine Velenje Peter Dermol. Minister in župan sta skupaj z direktorico podjetja Varis Lendava Sabino Sobočan in direktorjem Hidrije Istokom Seljakom sodelovala na prvem panelu o organizacijski kulturi in povezanosti med člani ekipe za doseganje trajnostne rasti in dolgoročen uspeh. Na drugem panelu o tem, kako uspešno nastopati na globalnih trgih s povezovanjem in gradnjo blagovne znamke ter o vplivu digitalizacije na konkurenčnost, pa so sodelovali direktor podjetja Eti Tomaž Brginc, Polona Zrimec iz Elana, Nuša Pavlinjek Slavinec iz podjetja Roto in Alenka Potočnik Anžič iz koncerna Hisense. Prav za uvajanje digitalizacije je podjetje Skaza za projekt Skaza 5.0 na razpisu Ministrstva za gospodarstvo pridobilo 1,9 milijona evrov, od skupne vrednosti projekta 4,3 milijona evrov, izvajali pa so ga od aprila 2022 do marca letos. V okviru tega projekta je bilo, pa bi rekel, vsaj 12-13 obširnejših digitalnih področji. Vsako področje je imelo svojega skrbnika. Govorimo od sistemov za upravljanje in nadzor proizvodnje, na to sistem za upravljanje in nadzor energetskih tokov, potem robotizirane proizvodne celice, robotizirani in avtomatizirani viličari, avtomatizacija interne logistične verige, virtualizacije lastnih produktov, digitalne dvojčke, strojni vid, umetna inteligenca in še. Kaj smo s tem dobili? Definitivno smo resno zakorakali na to pot digitalne preobrazbe. Tukaj ne zaključujemo, kreirali smo dolgoročno digitalno strategijo, po kateri stopamo, seveda zelo, premišljeno, pametno, ne prehitro, da lahko dokončno implementiramo vsako digitalno rešitev in seveda kasneje žanjemo tudi pozitivne izplene teh digitalnih rešitev. Že lani so uspeli zmanjšati operativne stroške za 8%, dodana vrednost na zaposlenega bo zrasla za dobrih 23%, ogljični odtis pa so zmanjšali za 14,6%. V projektu je sodelovalo 5 slovenskih podjetij. Tukaj moram najprej omeniti, da smo imeli res zelo dober konzorcij. Bila so samo slovenska podjetja, na kar sem izjemno ponosen, ker smo res naredili lokalne, zelo napredne tehnično-digitalne rešitve. Vrednost celotnega projekta je bila čez 4 milijone evrov. Projekt pa je bil sofinanciran, za kar smo izjemno tudi hvaležni in pa veseli, preko načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je v Sloveniji upravljalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Seveda so morali premagati številne izzive, neposredno pa zaradi digitalizacije nihče ni izgubil dela. Definitivno ogromno izzivov, pa bom rekel, da smo se jih zavedali, čeprav nismo vedeli, kaj posamezni izziv bo, smo se zavedali te zahtevne poti že na začetku in kot sem omenil prej na konferenci, ključno je bilo, da smo vseh 265 zaposlenih informirali, ozaveščali in pa predvsem že na začetku povabili na to pot digitalne preobrazbe, da so jo sokreirali oziroma soustvarjali skupaj z nami. O uspešnosti projekta se je prepričal tudi minister. Mislim, da so to na nek način dobre odločitve, kam se je namenil denar, gre vendarle za to, da je treba ne samo v Sloveniji, nasploh v Evropi, v svetu prestrukturirati gospodarstvo. Mi moramo iti na nek način v trajnostno zaščito tega gospodarstva, v krožno gospodarstvo in vse to, kar je bil ta denar namenjen, vidimo, da je rezultat dober. Tudi minister je z zanimanjem prisluhnil stališčam sodelujočih na obeh panelih. Mogoče ti vsak dan potrjuje tisto, kar v bistvu vem, da moramo narediti. Mi imamo enostavno preveč regulirane zadeve v Sloveniji in v Evropi in to ni v redu. Zadeve moramo poenostavljati. Mi želimo imeti vse zapisano in s tem ubijamo na nek način konkurenčnost in na nek način tudi neto dohodek zaposlenih. Mi seveda govorimo danes v gospodarstvu, malo smo rekli v zaposlenih. Zaposleni so del gospodarstva in brez te sinergije
med zaposlenimi, med upravami, med lastniki ne bo šlo in tu moramo sprejemati pametne odločitve. V podjetju Skaza, ki je bilo ustanovljeno leta 1977 in danes zaposluje več kot 250 ljudi, so očitno na pravi poti. Podjetje je razvojno usmerjeno in dela za znane multinacionalke, kot razvojni dobavitelj zagotavlja strankam celoten razvoj izdelkov, vse od ideje do serijske proizvodnje. Njihova lastna blagovna znamka Skaza je večkratni prejemnik nagrad za kakovost in dizajn. Uvajanje novih izdelkov je zelo dinamično. Hvala Bogu, da proizvodnja sama po sebi je tako agilna, da se ljudje zavedajo, da pač ne moramo delati zdaj na enem stroju en cel teden. Zato sem res lahko ponosna in hvaležna vrhunskim našim sodelavcem, ker so tako hitri, tako agilni, da poskušajo čim hitreje zamenjati orodja. In tudi roboti, digitalizacija dela vse to. Med drugim so pričeli izdelovati pohodne plošče. A veste, ko je toliko plastike zavržene, je pomembno, kaj delati s temi produkti. In to je najlažje narediti pohodne plošče, ki so trajnostne, marsikaj ti lahko koristijo. In to je eden izmed naših produktov, s katerim želimo štartati na vse tiste površine, da si bojo ljudje lahko zaščitili ali pri avtodomu, pri avtoprikolici ali kjerkoli doma. Nastala je pa ideja iz proizvodnje. Ko se je začel delati izmet, so tehnologi začeli razmišljati, kaj delati s tem izmetom, da lahko naredimo, da smo rešili lahko trajnost in naredimo produkt. In tako so nastale trajnostne plošče. Motiviranost zaposlenih je tako zelo pomembna. Pred 3 leti sem odprla inštitut Skaza, smo odprli in nam je najbolj bistveno, da ljudje spoznajo, da se v njih skriva največje ideje. In poskušamo vsem ljudem dati to priložnost, da se čim bolj izobražujejo, delajo na osebni rasti, tako da mi smo to zelo odprti in oni sami potem dobijo idejo, kako poskrbeti, da je njihovo življenje lepše. V podjetju Skaza pa celo razvijajo lasten material za produkcijo. Tako, če ne moramo pri naših kupcih v business to business ali pa rečemo v industriji dati največji procent oziroma odstotek recikliranega materijala, je pa večinoma iz naše lastne blagovne znamke narejeno vse iz bioosnovanega materijala ali pa čisto recikliranega materijala. In ne samo to, zraven, tako kot pravim, tudi dodajamo afirmacije, pozitivne misli, kajti vemo, da 65.000 misli je v naši glavi in če bomo vedno dodali nekaj dobrega vase, bomo potem tudi mi bolj srečni in bolj uspešni. Ob vedno novih izdelkih pa ves čas uvajajo tudi novosti v samo organizacijo proizvodnje. Ja, zdaj reorganizacija proizvodnje, bom rekel, da je del nekih dnevnih operativnih izvedbenih načrtov, ne neka novost. Definitivno pa je novost naš naslednji investicijski cikl. Prijavljamo oziroma smo že prijavili in upam, da bomo uspešni, ker imamo zelo dobro prijavljen projekt preko sklada JTF, torej za premogovniške regije. Tudi tukaj smo zastavili zelo ambiciozen načrt razvoja Skaze in del tega je tudi kreiranje oziroma postavitev lastne orodjarne. Orodjarna bo postavljena na lokaciji Skaze, smo pa oziroma bomo pa z prihodnim večinskim lastniškim odstopom v partnersko podjetje poskrbeli, da bomo imeli zadosti znanja za vzpostavitev novega poslovnega modela. Sicer pa se v podjetju Skaza veselijo prihodnosti, je še povedal Niko Medved in dodal, da si ob tem želijo tesnejšega sodelovanja slovenskih podjetij in javnih institucij. Slovenska podjetja, ki bi rada krepila svojo prisotnost na mednarodnih trgih, namreč potrebujejo strateške povezave, tehnološki napredek ter povezane in inovativne ekipe, še poudarjajo v podjetju Skaza.